Dober dan, kolega Markeš. Živijo, lep pozdrav. Kuvertirala sva potezo za začetek današnje debate. In sicer beseda, s katero začenjava, je Evropa. Kako Evropa reagira na grožnje, ki prihajajo iz Washingtona in jih izreka predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Neke medle odzive iz Bruslja se da slišati. Na drugi strani to, pač, da je Trump zagrozil in že uvajal carine za Mehiko in Kanado in jih potem takoj zatem zamrznil. Ja, dejansko pravzaprav dogaja se, kar je Trump napovedal in ne premislil, ne. Kar se meni zdi bolj nedramatično, ali kako naj to rečemo, ne. Zdi se mi, njegov slog vlaganja se mi zdi tako, kot bi rekli v Srbiji, mangupski, ne, se mangupira, če tako rečem, ne, ker on z Muskom, je rekel za eno agencijo, tista ta trenutek, ki ne morem kratice preklicati, ampak to je agencija, ki se ukvarja Agencija za pomoč državam v razvoju. tako, z državam v razvoju in z konkretnimi milijardami operira, tako konkretnimi, desetinami milijard operira in tako naprej. In si drzne in reče, da gre to da je to ena skupina norcev, ne. Mislim, kdo je tako neumikan, tako telebanski, če reče, tako nevzgojen, da lahko drugemu reče norc, ne? Kdo pa je on, da nekomu reče norc, ne? In tako on streša te svoje grožnje, tudi v zvezi s carinami, tudi do Evrope, in se je spet, v slogu štiri oglate krogle, zaletel majhen ali pa ugriznil v svoj lasten rep in je že zamrznil se skupaj s Kanado in pa z Mehiko za en mesec, ne. In Kitajska, je najavila ostre ukrepe. So pač izračunali, oni delajo hladno in premišljeno, so izračunali, da to lahko naredijo, ne. Enako je Kanada tako bolj sramežljivo najavila proti ukrepe, pač pa Evropska unija tokrat kot medla, kot je ves čas bila, rekla, da pa je pripravljena na odločne ukrepe. Tako je vsaj verbalno povedala, ne. Jaz mislim, da se Trumpu ta metoda pa retorika v končni fazi ne more iziti, ne. Pač pa je treba biti pozoren na logiko celotnega dogajanja, ne. Kako prihaja do vladavine popolnoma dezinhibiranih tipov, ne. Ljudi, ki ne brzdajo svojih impulzov, svojih strasti, ničesar, recimo Musk, ne. Kroži pač video tam, na inavguraciji ne kontrolira niti svojih gibov, mu glava pleše po prostoru in času in skratka, popolnoma dezinhibiran človek in Trump prav tako, ne. Mislim, to, da nekomu človeka, dva, ki sta sicer lahko pametna, ampak v rokah držita ene šope denarja in mislite, da drugi ljudi lahko ponižujete, oprosti, tukaj se civilizacija neha. To je neka Mussolinijevska manira, neka Mussolinijevski vzgibi, ki jim bi prosto morali reči ne. No, in Evropa je slednjič očitno začenjala spoznati, da prej, ko bo to naredila, ali pa če bo to naredila, je bolje, da prej kot slej, zaradi tega, ker v končni fazi jo bo Trump poniževal, ne, in si tega ne more privoščiti, to je treba takoj zaiziti, ne. Ne vem, kako daleč bo Trump prišel s svojimi grožnjami, zaradi tega, ker ga bodo makroekonomisti na koncu morali naučiti, da je to za Ameriko čist ekonomsko slabo. Jaz mislim, da se ta njegova politika ne izide. Ekonomsko govorim zdaj, ne. Če nočeš odgovoriti, ni treba, ne? Ampak eden od evropskih izvoznih artiklov v ZDA je živa delovna sila, s katero se sicer pa dela tam kot s predmeti. Ja. Košarkaši. Dončić. Carina za njih. Carina. Se mogoče je pa padla carina, kaj veš? 25% carina na uvoz košarkaša. Ne, mogoče je pa padla, mogoče pa Dončić za to odletel, ker je sestavni del, ne vem. Carine. Ja, namreč on bi zdaj Supermax dobil 350 milijonov v naslednji pogodbi, tokrat bo nekoliko nižji. S carino vred pa 450, ne? Ne, zdaj bo dobil občutno manj, pa še preselce je moral, ne? Ja, greva nazaj, ne? Trump, carine, zdaj tvoja projekcija, ki se sklicuješ na makroekonomiste, carinske vojne,
so ponavadi največ škode naredile tistim, ki se je začel. Ja, mislim, to je pač logika liberalne odprte ekonomije, da je pretok, to so te liberalne dogme, ne? Pretok blaga, storitev in denarja. Ne? Oziroma, skratka. In zdaj, če Trump v bistvu uvaja neliberalno shemo zaprtih nacionalnih držav, kar očitno poskuša, se bo na drugi strani, tle smo pri štiriglati krogli, ne, moral odpovedati supremaciji dolarja. Ne. Tega se pa on noče odpovedati. On hoče imeti, kot rečeno, že prejšnjič in predprejšnjič, on hoče imeti močan dolar, hkrati pa cvetoč izvoz. Ne. In ker drugače tega ne more doseči po naravni poti uravnovešenja, tako kot je Adam Smith si zamislil, no, da trg urejuje, nevidni trg urejuje pač razmerja, on bi pa to s silo delal. Ne. In je smešen, on je smešen s tisto čupo, ne, on urejuje svet, on misli, da z roko odzigne, pa vsi padejo na hrbet. In res tudi jaz osebno, tle se pa pridružujem Trumpu, ne razumem niti Trudeauja, niti drugih voditeljev, da so tako odvorljivi. Ne. Mislim, a je še kakšen desc, a je še kakšen človek, ki bi mu v glavo... Je, predsednica danske vlade. Ja, mu je rekla... Je sveda. Njet, ne. Njet, ne. Njet. Ja, sej... Na tvoje vprašanje je še kakšen dec, je, ne. Je, danska predsednica vlade. Predsednica danske vlade. Očitno bodo ženske morale to storiti in očitno je on tudi pri njih ranljiv, ne, če je to tako. Mene čudi to, ne, da suvereni ljudje, svobodni suvereni ljudje v svobodnih državah in v svobodni civilizaciji dopuščajo, da se en, kako ne rečem, z omiko pomanjkljiv človek, bo milo in vljudno rekel, ne, lahko tako arogantno obnaša. To je za mene nepojemljivo. Mislim, če bi ga jaz imel pred sabo in bi me odrival, tako kot je črnogorskega predsednika, bi ga nazaj odrinil, po domač povedano. Prej si uporabil besedo mangupsko. Ne? Mangupsko. Ta beseda meni odzvanja, ko je srbski predsednik Vučić študentom učitelj, da so mangupski. Ja, to je lep srbski izraz, ki prihaja menda iz turščine, ne. Ampak mangup je, mislim, da je to celo neka gora tam v Ukrajini, mangup, ne. Ampak to je res dober srbski izraz, ki poskuša pokazati tako slabšalni odnos do neke mularije, ciničen slabšalni odnos do mularije, ker ga zdaj reče mangup, a veš, nas v vojski včasih rekli, šta se mangup pišeš, ne. Zakaj se mangupiraš, ne? Ja. Pomniš, ne? In tako, ne, in... To je France Bučar je to prevedel novštimen afneguncev. Ja. Afneguncat je mangupirati se. Ja, to je nežna oblika, to je nežna, to je soft oblika, Ja, polikana oblika mangupiranja. bohinjska verzija. Ja, in recimo Đinđić je... to je bilo zanimivo zdaj lani poleti gledati, ne, videokonferenco 3 velikih likov, ne, novodobnih Orbana? Avtokratov, seveda Orbana, Janšo pa Vučića. Ne. Kako so imeli povedati proti kulturnemu marksizmu, proti univerzam, ki nič več ne delajo, samo še razpihujejo študente in tako naprej, in klatijo neumnosti. In na koncu, kako je zdaj profesor Beograjske univerze prosil za dialog, ne, ta teden, ne. Ja, tisto, kar je meni tako teoretsko zanimivo, ne, je ta odnos med Vučićem, ki se ima za državnika, za vozda, ne, pa študenterijo, ki se pravzaprav zanj niti ne zmenijo, zaradi tega, ker vztrajajo pri tem, da njih zanimajo inštitucije, ne. Pravi, v to mentaliteto čaršije, ne, kjer so pomembne veze in poznanstva in mutni posli temelječi na osebnih odnosih, skuša študenterijo vpeljati modernistično zgodbo o tem, pravzaprav, da tisto, kar šteje, so inštitucije. Je prava država. Ja, vladavina prava. Vladavina prava. Ne, in te inštitucije morajo ugotoviti, kaj je bilo železniško postajo v Novem Sadu. Ja, to je zanimivo, kje se velike zgodbe, tako totalitarne velike zgodbe zlomijo, ne, na strehi, ne, na nadstrešku železniške postaje, ne, ki se je zrušil. Zrušil se je preprosto zaradi tega, ker je bilo nekaj narobe narejeno, očitno. In mladina, študentje niso hoteli drugega, kot da razčistijo, kaj je bilo z gradbenimi postopki, z nadzornimi postopki,
kakšne stvari so pripeljale do pač te tragične nesreče in kdo bo za to odgovarjal. Tako enostavno, brez imen. Ne. Ja, brez imen. Ja. Brez imen. In na koncu Vučić iz tega naredi politični škandal in zgodbo o tem, da za tem stojijo tajne službe. Ne. Kakšne tajne službe? Za tem stoji gradbena napaka. Ne. Za tem, da se je streha porušila. Kakšne službe bi Ja, lahko pa inšpekcije, pa in tako dalje. investitorji, pa šparanje, pa pri šparanju verjetno še Uzmoviči, Ja. tako naprej. Ja, in to je, in zato ti rečem, da kar na začetku izgledalo to vse tako mangupsko, če rečem, a ne, da pač nek mimobežni dogodek, a ne, mimogrede tudi Spomenka Hribar na to temo napisala dobro pismo bralcev v Delu, ne, kakor je to izgledalo mimobežni dogodek, pa take stvari nikoli ne morejo biti mimobežne, ne, če se streha zruši in ljudje umrejo, to ni mimobežen trenutek, zato so ljudje izgubili svoje brate, sestre, starše, otroke, karkoli že, a ne, in to je vedno tragedija vsaka sama zase, ne statistična kategorija ali pa napaka, ne. In to, da je Vučić, ne, na koncu nekega dogajanja, ki je zato, ker jih je imel za vse neresnosti, jih je neresno obravnaval, ne, imel za mangupe, ne, eskaliralo do takih meja, da je celo ljubljanski župan Janković začutil potrebo, ne, da mu da pismo podpore oziroma da ga podpre. Ne. Mislim, ker pa nenavadno, ne, mislim, da je tako, če gledaš malo z zgodovinske perspektive, ne, bi jaz rekel, da se v Srbiji obetajo v kratkem času zgodovinski prelomi, ne, ki lahko pač ekipo, ki jo pooseblja Vučić, odnesejo. Ja, in to, pazi, to, kar se je začelo. Kada Janković instinkta nima ta pravega. Uh, Mislim, pustiva to, da je naredil napako. Ne? On je sam sebi rekel, da je naredil napako, to, da nima instinkta, pa misli, da ga bolj veže posel, kot kaj drugega. Verjetno, domnevam, ne? Da so to zaveze, ki so močnejše od instinkta. Se pravi, da so zaveze, ki so povezane z nekaterimi poprejšnjimi dejavnostmi in posli, ki so se splačali. Jaz se drugače to težko predstavljam, taka je tudi narava denarja in kapitala. Ne? Ampak, mislim, to, kar je Janković naredil, zanimivo je to, ne, začelo se je z nepomembnim dogodkom, ki prerašča v zelo pomembno stanje v Srbiji in očitno v zelo pomembno stanje v Ljubljani, kar pomeni v Sloveniji, ne, in je to vznik neke vitalnosti, nenadejane vitalnosti, ki ni značilna v celotni Evropi, ne. Je ne poznamo. Ker kaj v Evropi raste in je vitalno? AFD, se pravi desničarska gibanja, novi fašizem, zgledujoč se po ameriškem rastočem fašizmu, kar Trumpovo gibanje brez dvoma je, po vseh zgodovinskih parametrih gre za v bistvu neko obliko novega fašizma. Ne dogaja se pa nič, kar bi bilo proti temu, oziroma karkoli že je bilo liberalno. Liberalno je bilo pa kompromitirano s kapitalom in interesi vrhovnih višjih slojev. Ne. Tukaj se dogaja pa nekaj od spodaj navzgor, ki je motivirano praktično brez ideologije in dela najboljšo ideologijo. Ne. In v Slovenijo je že poseglo, to moramo reči, ne, zaradi tega, ker kaj se je zgodilo, ne, proti temu, kar je Zoran Janković naredil, se je postavila Ljubljana, ne, za svojim pismom Ne v našem imenu, parafraza judovskega Ne v našem imenu v zvezi z Gazo, ne. In to je bilo zelo odmevno in je naenkrat celotna politika začutila klic, da mora se distancirati od Jankovića in se tudi je, razen premierja Goloba, za katerega pa Janković rekel, da je njegov dober prijatelj, pa rekel je tudi za Milana Kučana, ki pa je na njega naslovil kritiko. Ne. Skratka, in na koncu koncev je molčeči Janša, ne, ki je najboljši prijatelj od srbskega predsednika Vučića, moral nekaj reči in je tudi rekel, ampak on selektivno preko svojih medijev naslavlja kritiko, zakaj pa niste, ne vem, to, pa zakaj niste ono, ne, zakaj Janša ni. Zakaj se Janša ne distancira od Vučića, zakaj se Janša ne distancira, zakaj se je šele čisto na koncu pravzaprav distanciral od Jankovića, ne od Vučića, ne. Izredno težko te svoje metamorfoze spravlja v prebavni trakt nacije, se pravi slovenskega spomina, ne. Ker še ni eno leto, ne, kar se je z Vučićem in z Orbanom bratil, ne, in so preganjali kulturni marksizem in pa
ne vem, kaj še vse. Skratka, hotel povedati, da mora Evropa biti desna ali pa ne bo. Ne. Zdaj pa imamo, ne, mislim, vroče plunke je. Ne. Skratka, in kaj to pripelje? To nas pripelje v notranjo politiko že. Ne. Iz Srbije, se pravi iz Amerike, iz Srbije nas pripelje v slovensko notranjo politiko, v kateri se naenkrat, pazi, Golob znajde na zelo čudni poziciji, v kateri brani nekega prijatelja Jankovića, ki pa je v bistvu v pogledu celotne druge politike praktično obsojen ali pa saj sojena, ne, kot z dejanji, ki niso primerna. In to je zdaj že druga napaka v kratkem. Ne. Prva napaka, ki jo je Golob naredil, je ta, da se je naenkrat začel bratiti s Trumpom in Muskom, se z njimi fotografiral v nekih bežnih trenutkih, iz tega naredil celo reklamno kampanjo. Skratka, pozabil na vse vrednote, zaradi katerih ga je pač njegov elektorat izvolil. Ne. Ima pa na mizi zdravstveno reformo. Ja, se pravi, to je pa zdaj točka, na kateri on pravzaprav stoji ali pade. Ne. Pa mogoče še kakšna, seveda. Zdaj, zdravstvena reforma bo najbrž malo premalo, je pa to najbolj pomembno, ne, ker v teh dneh se pa snuje rešitev, ne, in to, kar so midva že nekaj od srede nazaj izpostavila, namreč to, da Glas ljudstva budno pazi na sprejem zakona, v katerem je še vedno vgrajena ena bistvena napaka, in to je, da se jasno ne razmeji javnega od zasebnega zdravstva deklarativno in da se vpelje noter neprofitnost kot kategorija javnega zdravstva. In tudi zasebnega zdravstva, kolikor je povezano z javnim zdravstvom. Se pravi neprofitnost. Ta točka še ni dosežena, menda se to dogaja danes te dni, ne, in menda kaže, da bodo stranke koalicije temu prisluhnile. Ampak dajmo videti. Ne. Ampak Golob po vsem tem času, kljub vsemu, če to spele, ne, mu pa tega nihče ne bo mogel odreči, ker dobro, kaj SD počne, ne, tukaj. Jaz SD vidim vedno v dvojni vlogi. Ne. Ta zgodovina SD-ja kaže na to, da ima vedno dva obraza in potihem pač dela kapitalsko zgodbo, na fasadi dela socialno zgodbo. Ne. Ampak v resnici tudi SD, ki je že nasprotovala mimogrede na zdravstvenemu zakonu pri Šarcu, ne, tukaj tega ne bo mogla storiti brez posledic. Ne. In ta spor med Svobodo in pa med SD-jem, ki je popolnoma očitana, ne, čist transparenten in gre v obeh primerih v zelo neslavne vode, ne, in pač zažira substancije obeh strank na področju pač zdravstvene zadeve, bi lahko obstal, ne, bi moral obstati. Levica je tukaj pač neoporečna, kar se tega tiče. Svoboda, sama poslanci pa tudi izkazujejo privrženost zakonu za ohranjanje javnega zdravstva na način, kot ga predlaga Glas ljudstva. Ne. Tako da to je Golobova bežiščnica, ne, bi se rekel, tako escape line, to se pravi bežiščnica iz kroga, v katerem se je zaciklal. Ne. In pa mogoče seveda še obdavčitev nepremičnin v korist mladih družin. Ne. Obdavčitev tistih, ki imajo po 10 stanovanj, ne, ali pa 3 stanovanja, pa so prazna, pa jih oddajo na Airbnb in podobne stvari, ali veš, na Bookingu. On ima nekaj teh linij, ampak vedno znova pa ljudi preplaši z nekimi zalednimi prijateljstvi, naprimer z Zoranom Jankovićem, ki prijateljuje z Vučićem, ki hkrati prijateljuje z Dodikom. Ne. Potem nikoli ne veš, kaj se na fasadi dogaja kot retorika in kateri kapitalski posli v resnici tečejo v ozadju. In to je ključ vsega. Ali bodo ljudje na koncu verjeli, in verjeli bomo ljudje oblasti na podlagi rezultatov. Se pravi, če sprejmejo zakon tako, da bo Glas ljudstva na koncu rekel, s tem smo pa zadovoljni, ne, bi to zelo, zelo pomagalo pri dvomih, ki so zdaj zelo resni in se vzpostavljajo pač tako rekoč na dnevni bazi. Dobro, 20 minut govoriva, to je najen običajen okvir. Danes ne bova kuvertirala za naslednjič. Hvala za današnjo debato. Okay.